Najprej bi vas prosila, če se malo na kratko predstavite. Sem Krjačič Milan iz Velikih Malnic. Rojen 14.10.1933. Rojen sem v brežiški bolnici. Po poklicu sem šel za avtomehanika in se uspešno tudi izučil. Pa sem šel naprej še v šole, tako da sem naredil mojstrski izpit, da imam test. Česa pa se spomnite pred vojno? Se rečem, kot majhen otrok sva z mamo prešla k stari mami nazaj. Ne? No in tam sem dočakal šolo, da sem začel v šolo hoditi. Ker je pa mama bila v službi v Brežicah, je pa rada videla, da bi jaz tudi v brežiško šolo hodil, da ne bi na Čatež. Ne? In tako me je dala vpisati tudi v brežiško šolo, ampak me je dala k svoji sestri, da sem imel tam bivališče praktično, da sem lahko v brežiško šolo hodil. Ne? In to sem naredil 1. razred, 2. sem začel delati ali pa hoditi, je bila pa vojna. Pa je bilo pa konec osnovne šole. Pa je bilo, smo šli pa v Nemčijo. Ne? Kako se spomnite tistih dogodkov, preden ste odšli in ko ste odšli? Tisti smo pa otroci, bi rekel, kar opazovali, ko so prišli aprila meseca, so prišli prvi vojaki. Mimo nas gor so se peljali s tanki, avtomobili in tako dalje. Pa smo to otroci gledali. Ne? No, čez par mesecev je pa že prišel k nam en vojak, pa je rekel, nas je popisal vse, pa je rekel za staro mamo, da je Hrvatica, da je verjetno ne bilo treba jeti. Pol je pa ona rekla, ja, kam grejo drugi, grem tudi jaz. In tako smo se pol mi preimenovali, se nisem več Krjačič pisal, ampak sem se pisal Komočar. Ne, po stari mami, ki drugače nas bili razdvojili. Ne. No, in on je to uštimal, da smo tudi, je rekel, si moramo narediti prtljago, kaj bomo vzeli s seboj. Pa so pa ženske mogle rjuho razrezati, pa pršiti, smo mi rekli na štrozok, ker nismo imeli druga kot to, štrozok na pol prerezali, tisto zašili. On je pa ime, pa naslov napisal, kam bomo šli v Nemčijo. Ne. Rekel pa je, če imate pršič ali pa kaj toga, zakoljte pa malo zalite, ki to vam bo dobro došlo. No in tako sem šel v Brese, jaz pa teta Tončka sva šla v Brese do strica Čatara pa strica Jožeta, da sta prišla za klad, pa so to cel dan pacale pa rihtale, da smo to zrihtali, da smo imeli za seboj. Drugo jutro je prišel pa drug vojak in rekel, zdaj greste pa z menoj, gremo pa, smo rekli, do Kožarove gostilne. Tam so pa avtobusi čakali in seveda nas naložil na avtobus, ali jaz sem pa pri tem dobil bič, gajžlo, mi smo rekli, ne. In sem si naredil pokc. In koliko smo to ženske jokale, sem pa tam, jaz sem pa s tistim pokom, ki sem bil vesel, ker im na avtobus. Ne. Ja. No in tako smo se pripeljali v Reichenburg. Edino nas je peljal avtobus skozi gor do tistih barak. In pridemo v prvo barako, pec na levo noter za vrate smo dobili mi mesto. Pol pa še druge iz vasi. Še to povedal. Pol je pa ta sosed rekel, jaz bi mogel iti pa na WC. Sem šel pa jaz z njem, so rekli, da ne grem z njem, ki je bil tak sneg, pa dež je padal, ker je bilo to oktobra meseca. In pridemo dol do WC-ja, tam pa ena ženska, majhnega otroka, ali do majhnega, ena 3-4 leta starega, tudi pripeljala tam. In je verjetno tisti otrok noter pok je hud zakričala, ona najsmela se strašna, pa smo bežali nazaj proti barakam gor. Pridemo do prve barake, ni bilo nobenega noter naših. On je začel jokati, sem rekel, gremo še naprej. Pa vidimo še eno barako, pridemo do tiste, tudi nobenega naših.
Še ta tretjo barako, evo, tam so bile pa spet prazna, so bile pa že naši veni, so že delili tiste svetince za okoli vrata. No in tisto mi dobimo in smo takoj tudi krenili dol, so nas odpeljali na vlak. Vlak nas naložili, ko je bilo vse tisto verjetno poštimano, so vrata zaprli na vagonih in tako smo se odpeljali. Pa so pa rekli, da smo se vstavili v Salzburgi, ne. Tako so se starejši pogovarjali, jaz sem pa poslušal, če se kaj dalo, ne. No in tam smo do jutra noter v eni hosti stali, pa je šel pa vlak naprej. In proti jutri smo prišli, bom rekel, v Nemčijo tam, v tisti lager, Geboldehausen se je reklo. Smo šli vsi iz vagonov ven, ker je bil pa sneg, pa verjetno led od spodaj, je moja mama pala, pa je dobila pretres možganov. In so jo odpeljali v bolnico v Göttingen. Mi smo šli pa v lager. In tako smo tam prišli v tisti lager, to so bile 3 velike zgradbe. Ta veliko zgradbo, ko je bila najbolj velika, tam so šli v glavnem masovno vsi. 5 družin nas je šlo pa v tiste sobe od spodaj, ko je bil štab. Ne? Smo imeli pa od spodaj, pa menza je bila, se rečem, 3 stavbe so bile, menza je bila pa res taka moderna, bi rekel. Od spodaj kuhna, gor pa tak oder za muzikante, pa to je bila neka dvorana, taka velika. No in tam smo bili, lahko rekel, 8-9 mesecev, 8 mesecev. Pa še to, pa smo pa mi mogli iti pa vsi v vrtec, kjer smo bili pač taki, da smo šli lahko v vrtec. Tam smo dobili pa za jesti Haferflocken, ne, to je ovseni kosmiči. Tisto smo dobili, samo so bili taki, bi rekel, grobi bolj. Noter so nam pomešali pa žabja jajca. Ne, prav tisti, mi rečemo ujčki, tako so tisto okca. Ne. Ti smo dobili, jaz pa tistega nisem mogel jesti. Me pa brisača imela, pa na brisači vozu zavezan, pa me s tistim tak prek čez glavo udarila, da sem skoraj ne klapal. Za kazen me pa zaprla v Warschau, so rekli, tam, ko je zaprat bilo. Ne. Me noter zapeljala in tam sem bil par ur noter zaprt, a ta gospodična bila pa z roke doma. Je bila učiteljica. Ne. No, pol so prišli po mene, so me odpeljali nazaj v sobo in pol nisem šel jaz več, tistega jaz tam niti v otroški vrtec nisem več šel. Pol so pa moj letnik, smo mogli pa vsi hoditi 5 zjutraj die Fahne hoch. Ne? Lepo roke držati, pa 5. En Šalamon je pa s palco odzad hodil, kjer ni pil, ga pa po hrbti vsekal. Ne? Tako da si pil, če si hodil, ali pa nisi hodil, si mogel pet. Ne? No, to je bilo tam, bi rekel, tak bolj strogo. Ne? Ko pa smo mlad prišla, tam maj mesec, je bilo pa zraven nas smetišče. Zdaj pa, ko sem jaz že za stare Jugoslavije videl banano, pa pomarančo, ki je bila teta možnost do tega, pa mi je prinesla. Pa sem videl na smetišči pomarančno lupko. Pa sem šel, pa sem samo tisto belo pojel. Ono sem pa vrgel, ne, ker smo bili lačni. Ne. Ja. Zdaj, take stvari so se dogajale. Ne. Ko smo hodili pa na zajtrk, pa na kosilo, pa večerja, je pa ena starejša gospa kruh delila. Ne. Na tistem odri je bila pa ena deska, bolj tako slabo uštimana, da sem jaz lahko skozi prišel. Pa sem prišel skozi, pa sem gledal, ki bi prišel tam do kruha, ko je ona kruh delila. Tam je bila pa spet ena deska, tako bolj cigo-migo, in sem jaz počasa, kdaj pa kdaj šel, tako enkrat za zmerom nisem smel, ker je zmerom pol manjkalo. Ne?
pa sem kak kos kruha vzel, kjer je bil bolj debel, da sem si ga privoščil. No. Take stvari so se dogajale. Ja. No, to bi bilo od tega lagra Geboldehausen. Ne. Vas bom vprašala. Vi ste odšel v izgnanstvo s kom? Aha, to nisem povedal, ja. V izgnanstvo sem šel pa stara mama, moja mama, teta, pa jaz. 4 smo šli, ne. Kam vas je potem pot peljala? Potem smo šli pa v Bochum, ker tukaj so rabili prostor za delovne ljudi. Ne. Mi smo bili pa, še pa drugih je bilo tako, ki so bili sami starejši, ne, pa deca. In so nas odpeljali v Bochum. Tam je to pa veliko industrijsko mesto, je bilo pa, bi rekel, skoraj vsak dan bombardirano. Ne. So imeli pa narejeno skladišče, zaklonišče, so rekli, da za par tavžent ljudi, da je bilo tisto narejeno. In ko so bombardirali, je bomba pala pred vhod tistega zaklonišča. Potem so pa nas, lahko tako povem, so pa nas odpeljali v Detmold, na železniško postajo. Tam so prišli pa ljudi, ki so rabili delovne ljudi. Ne. In so vse pobrali, samo mi 3, moja mama bila še kar v bolnici, mi 3 smo bili, stara mama, teta pa jaz. In to ni še vzeti. Ona stara, ta bila sem za delo, jaz pa dete. Ne. Potem pa nekaj pred 9. uro, pride pa jaz, smo rekel, tak, en gospod, 1,5 m visok, malo bolj širok, pa sin sta prišla, pa reče, tismo, ko je nas čuval noter, ja, kaj imate sem to? Ja, drugo je vse šlo. Pa reče sin, pa vzemimo to. Ne? Pa šef je pa nekam prešel. On še nisem videl, da je šef. Je prešel, pa prinesel kartofel supe. Krompirjevo juho je prinesel. Pa rekel, to sem dobil, ki to ni na karte. Kruha pa ne morem, ki je na karte. Je pa spet nekam prešel, pa prinesel eno žemljo. In rekel, to sem pa dobil. No, pa pol žemlje sem jaz pojedel, polovice, pol so pa vsaka imela. No, so ti spojeli. Je rekel, zdaj pa medva grema, enkrat po 9. uri, pridemo pa nazaj, sin bo prišel, boste šlo pa z menoj. No in tako je bilo res. Sin pride, gremo na vlak, rekla stara mama, kam bo pa nas zdaj spet zavlekel. No je bilo 21 km je bilo približno do Bad Salzuflena, pridemo na postajo, rekel, zdaj gremo pa še malo peš. Je rekla stara mama, zdaj pa še peš. Ajde, res pridemo, pa je bilo dobri 200 metrov od železniške postaje do tovarne. Pridemo tam, nas je pa zapeljal dol, ko je imel pod tovarno od spodaj, je imel pisarne, pa vse je bilo noter, WC in kopalnica, vse je bilo noter. Nas tam zapelje, na mizi pa za jesti vsega, kar hočeš. Vsega je bilo, od peciva, meso je bilo pa zajček, je on bil jagar, pa zajčje meso s piko, vse je bilo super. Tako da smo se tam, pa rekla stara mama, rekla, veš, sem to pa to boš pojel, drugo bom pa vse spravila, ki če boš to vse pojel, ti bo želod počil. No in tako je bilo res. No, potem smo pa mogli, pravzaprav prve 3 dni nam je njegova služkinja kuhala jesti. Pol je pa prišla komanda, da moramo hoditi hrano iskati, ko so bile Škoti, tisti s kiklami, no? Škoti so, ne? Da so bile ujetniki, da moramo tam hoditi. Pa sem šel parkrat tam, tisto jaz iskati,
Pa šef prišel pogledat, je rekel, ja pa to, boste jeli, ja to. A je rekel, teta dela, zasluži, mora dobiti karte. In tako smo dobili karte, da smo lahko v trgovino šli kupci hrano. Ne? In res je tako bilo, da smo to vse uštimali, da ni bilo treba več tam hoditi. Zdaj sem pa jaz hodil, ker sem se najbolj hitro nemško tudi naučil. Ne? Sem jaz hodil v trgovino, po kruh, po meso, pač koliko se je dobilo na tiste karte. Tam je pa taka gospa, ko je kruh dala, je videla, da nisi njihov, ne, pa je dala, zmeraj mi je dala en košček majhen, so rekli, on ni kuhan, takega peciva. Pol pa grem tudi mesarje sem šel, sem pa dobil en tak kos, so rekli oni jegerwurst. Tisto pa nesem domov, teta šla pa rezat, noter je bil pa prstan, zlat prstan. Jaz pa tisti prstan vzamem, pa nesem nazaj tisti gospe. In ko to sem našel v klobasi. Je rekla, če si to našel, je to tvoja. Ne? Ni tla nazaj vzeti. In potem njemu zberam protekcijo, zberam je dala malo več salame, ne? Ker sem bil pošten, ker sem prstan nazaj prinesel. In tisti prstan imam še zdaj jaz doma, ker sem se poročil z njim. Ne? Povejte mi, prosim, kje ste bil in pri komu ste bil v taborišču? Aha, to, ko smo bili pri njemu, že pri Plegarju. To je imel pa tovarno čevljev, da. In tam je teta tudi delala, bila kar dobro delovno mesto tam. Ko sem že prej povedal, da je rekel, da moramo imeti karte za jesti, je rekel tudi ti moraš, če boš tukaj, boš bil inženir, je rekel, moraš iti v šolo. In me tudi v šolo zapeljal. Tam so le pa dve šole, je bila šola za evangeliste, pa katoliška šola. In jaz sem prišel ta prvo evangelistično šolo, tam me pa sprejel en učitelj, Lirar Kumajer, se je pisal. In on me je tam tudi nemščino naučil tako, kot treba. No, in tam sem bil menda enih par mesecev. Potem so pa to nekako razdvojili, da katoliki smo mogli iti v katoliško šolo, oni so imeli pa svojo šolo. In v tisto šoli sem hodil 3., 4. in 5. razred sem začel, potem pa vojske bil konc, smo šli pa nazaj spet k tej tovarni noter. Smo bili tam do jeseni, od maja meseca do oktobra meseca smo bili pri šefi še, potem se pa v Šetmarku se je reklo, vas, ena malo večja, je bila šola tudi tam, so pa tisto šolo spraznili, so pa naš bil zbirni center tam. No, še prej so prišli pa Amerikanci, ko so nas osvobodili. Mi smo bili še zmeraj tukaj, dokler ni bil ti zbirni center se naredil. Ne? No, na tistem zbirnem centru je bil pa en kaprol Jackson, je bil pa invalid, je čakal za domu, je bil pa učitelj, je nas začel pa poučevati, je rekel, kjer hočemo, da se naučimo angleško. Ne? No in res, jaz pa teta je rekla, jaz takoj. Ne? A ta človek je bil pa tam v Ameriki približno doma, v tistem okraji, ko moja teta v Ameriki, ne? Thompson se je reklo, da tistem predeli, drugače pa Cleveland, Ohio, ne? In smo se tam angleščino učili, pol pa je bila jesen, je bilo tam pri sosedom, so imeli veliki vrt, pa je bilo veliko sadja. Nismo pa mogli do tistega sadja, ker je bilo vse zagarjeno, ne. Pa smo pa luknjo naredili, pa tam šli pa tisto sadje, malo eno, drugo, da smo se ga nameličali, ne.
On je pa tam čakal, če bi bilo kaj narobe, je rekel, da bo pa on posegel, ne, vojak. No, pa so bili prvo Amerikanci, pa so prišli Angleži, pa so, ker sem se jaz kar dosti hitro naučil to angleško, sem bil pa ko so pogledali po sobah, če vse čisto, sem bil za tolmača. Kako pa je bilo z vašo mamo v Nemčiji? Mama pa je tam dobila tisti potres in pol je do bolana, sirota, kar naprej. Pol je pa Plegar rekel, ta šef, je rekel, čuj, dete ne more biti, otrok ne more biti brez staršev. Mora mama priti domov, če bo za delo sposobna ali pa ne, ona mora priti. No in je stric Čater prišel v Nemčijo na obisk nam in smo šli mi v bolnico po mamo. Z vsemi dokumenti, on je vse dokumente zrihtal, da lahko gremo, da jo bomo dobili domov. Pridemo pa mi že blizu bolnice, pa jaz čujem, ko se ona jokala. In jaz tečem naprej, kar mim tistega portira, čuvaja, kaj je že bil, in skozi po hodniki tečem tam, ko sem glas čul. In pridem do nje in jo najdem v kopalnici, na steno privezana, do pasa vodi, pa na glavo je voda kapala. Ona pa samo tako rubila po svoje tisto, ne. Ja. Na to pa sestra prileti, ja, kaj pa delaš tukaj? Jaz sem rekel, k mami sem prišel, ne. Ona me pred, šup, von taj sta pa že ona dva prišla, že papire sem pa kje. Nismo nič mogli iti tam k mami, ampak so rekli, da moramo malo počakati, da so jo zrihtali, pa v sobo dobili, ne. Pa smo prišli, ona ni poznala nobenega, neč, ona samo bi rekel, eno tak, nekakšen čuden glas je od sebe dajala. In da jo moramo dobiti, da bojo oni jutri pripeljali, drug dan. In tako smo šli mi nazaj domov. In res drug dan so jo z takim črnim Mercedesom so jo pripeljali. Ja. Ona ni poznala nobenega, samo en tak čuden glas je dajala dolgo cajta. Ni tla, da bi jaz kje prišel, ali ne, tako je bila čist iz sebe, ne. Pa je počasi prišla k sebi, ne. In tako se je dogajalo tam, ja. Za vas je skrbela v glavnem teta, ne? Kak? Teta je skrbela v glavnem. Ja, teta. Ki je stara mama pol prišla, ne. 42. Ne. Teta bila v glavnem, sva imela, gospodarila. Bacili sufljeni, so rečem, smo me deca radi imeli. In so bile, en kmet je bil tam, Foren se je pisal, je imel štale, krave, vse to, in francoski vjetniki so to pasli. In mi deca seveda tudi smo noreli zraven tistih krav in tako dalje. Pol pa prav enkrat ena punca, da kak bi šli mi puding kuhat. Ne? Da bi pa to veliki stan, so imeli noter seno, slamo, kaj svem, vsega vrabca. In ajde mi gor v slamo smo šli puding kuhat. Malo kup slame, za kurmo, sklečko gor, da se bo to kuhalo. Pa začel pa kaditi, ajde slabo gor na ogenj, da bomo pogasili. Pa je začelo pa tisto izgorjeti. Zdaj nas je začelo pa dušiti, nisi mogel tiste slame dima, nisi mogel dihati. Pol pa leko, kje sem po gruntu, ki so vrate, da sem skočil v tiste vrate, da sem tiste odprl. Zraven je bila pa ena taka strehca še, ki je bilo neko nakritje. Smo še tisto odprli, tako da so otroci na tisto šli. Jaz sem pač tiste vrate dol skočil, dol so pa rekli pleve pa take stvari. Sem pa tako, da sem z nosom glih po koleni vdore, da sem mi pred svo skrval. Ne?
In tako sem jaz bežal domov, pretekel, ko so pa prišli gasilci pa to, ker je bila tovarna Hofmann-Stärke zraven, so pa gasilci to videli, ali pa ljudi tam, ko so delali, so videli, so pred gasilci prišli, tisto pogasiti, porihtati. Seveda so pa otroci bili sami Nemci, ne? Pa so pozabili povedati, da sem tudi jaz bil zraven. Tako da mene ni nobene stvari spraševal, zakaj, koliko in kaj. So mislili, če bi jaz bi rekli, da sem jaz rekel, da zažgemo to, ne? In tako je lepo šlo skozi, da so pogasili in otroci so bili v redu, vse dobro je bilo, ne. Po zimi ste še šel, ste pa tudi sankal se in smučal, ne, ste rekel? Ja, tam sem se naučil na drsalke drsati, smučati, ker doma tega nisem imel, ne. Tam je bilo lepo veliko jezero, tako da smo drsali, super. Smuča je bilo pa tudi prav smučišče narejeno, ne, za tisto mesto. Tam smo se hodili tudi smučati, 2 zime, ne. Ja, ampak je bilo fajn. No, vrh tistega smučišča, zdaj se zaglih spomnil, ko sem za Lisico, je bil pa en veliki hrast, po tistim hrastem je bila pa luknja velika, ne. In smo šla medva s tem šefovim popom, Gertom, kopati noter do Lisice, da bo prišla do Lisice. Pa smo res daleč noter prišla. Noter bi pa malo večji prostor, pa puno komarjev, puno bilo komarjev noter. Ne. In jaz sem noter zlezel, zdaj mislim, dobro, da sem nazaj ven prišel, da bi nikakva korenina primla za obleko, ne bi mogel ven, ne. Ja. No in tako smo bili zdaj na dopusti, sem šel našim otrokom pokazati, ki smo mi to delali. Ja. Kakšnem spominu jih imate, to družino? Se rečem, družino imam res v zelo dobrim spomini. Vsi, ker so bili tudi oni, ko so bili tudi zadovoljni vsi, ker so bili res dobri ljudi. Naprimer, je rekel, veš, ko boš vojak, pa če boš slučajno tukaj mimo šel, pa ni treba hiše podreti, reči, da tukaj so bili dobri ljudi. Ne? Take stvari. Se rečem, imel je, če sem bil pri njih, sem lahko zraven njih jedel, tako da ni bilo nobenega problema, ali pa hladilniki, so že oni imeli hladilnike. Sem šel lahko noter, pa sem si vzel, ni ne še rekel, da ne smem, ali pa kaj. Celo so rekli, kar vzem si. Ne? Ja, tako da je bilo res. No pa na jago sem z njim hodil, tudi. Se rečem, lahko sam naj povem. Ste potem po vojni še ohranjali tudi stike z njimi, ne? Ja, po vojni pa tudi smo se dopisovali in tako so prišli oni k nam na obisk. Da prvič tam, meni se zdi, da do 63. Ja, sin je bil star menda na, ja, 5-6 let, nekaj toga. So prvič prišli, pa ko smo v Nemčiji, ko bo bombardiranje pa to, pa sem rekel, mojo hišo ne bojo razbili, jaz imam vso železno hišo, vse, ko Bog nam bojo razbili. No, pa so prišli pa na obisk, je rekel, zdaj pa vidim, kako hišo imaš. Po domov je bilo pa tako, smo pa, ko sem že prej rekel, Šetmark, tam je bila ena šola, v tisto šolo so nas, smo tam mogli jeti, ne, normalno, ali pa mogli hoteli, zato smo hoteli jeti domov, ne. In tam se nas je par družin nabralo, tam smo bili pred cirka mesec pa pol, noter, pol se pa prišla komanda, da se moramo odseliti od tam en večje taborišče, pa ni bilo taborišče, eno tako pogorišče, ena tovarna je bila tam pa zgorelo, tisto nekaj pa še ostalo, tam noter so nas zrihtali, tam pa nismo bili dolgo, da se nas je za en transport nabralo, iz vseh tistih krajev tam, ne. Se tam tisto nas nabralo,
pa seveda na vlak, pa domov. So se starejši pogovarjali, da nek proga razbita ali kaj, nekaj takega, da je bilo. Smo šli pa prek na Madžarsko. Na Madžarske bi pa spet tisti plutonski most, so rekli, so naredili vojska, da smo šli čez tisti most prek, smo prišli pa na en trank, tam se vlak stavil, tam je veliki trank bil, smo mogli vsi z vlaka jeti ven. Zdaj, verjetno so oni kontrolo delali, kaj imamo, nekaj takega, ki en je imel pa bicikl in tistega bicikla ni bilo pol več. Ti so nekam odpeljali, verjetno, ne. Tam smo pa tudi, se rečem, manjano celo popoldne smo tam eni bili, pa je šel pa vlak spet nazaj, ali kam, kaj pa jaz kot otrok, jaz je to ne vem, samo vem, da smo se spet peljali, ne. Tako da nazadnje smo prišli v Radovljico, ne. V Radovljici smo prišli pa vsi čez tiste komore, smo se mogli zasleči, obleke so šle ekstra, mi pa ekstra, da so nas vse pripihali s tistim prahom nekam ali skum, kaj jaz vem. Ne. No, pa ko smo se nazaj oblekli, zrihtali, spet na vlak, eni so kam so kjeri pač šli, ne, mi smo šli recimo za Brezce, ne, pa Krško pa to, ta del, smo se spravili na vlak, se najbolj spomnim, ko smo se s Krško pripeljali, pa je bil z Krškega, je bil doma ta Šalamon. Te so ga tako pretepli, da so skoraj ga ubili, oni tista milica so rekli takrat, da se niso rešili, bi ga bile menda fardirbali, tistega možakara. Ne. No, Krški vagon je tam ostal, mi smo šli pa naprej za Brezce. Sem te smo se pa peljali v odprtih vagonih, brez strehe. Ne. Tako da smo bili v tistega vlaka čist črni. Pridemo v Brezce, v 5 zjutraj, je rekla teta, da gremo pa medva, mama ti čuvaj prtlage, ki smo imeli neki, je rekel plegar, ki smo tam dobili pustelnino, madroce, pa to je bilo vse noter, je rekel, to se vi lahko si buj nesete. In smo se res domov prinesli. Ne. Je rekla, ti to čuvaj na vlaki, na vagoni, medva gremo pa iskat prevozno sredstvo. No in res, malo je teta zgrešila pot, ne, ki je rekla, vem poprek te na Črnc pa tam, ne. Pa smo nekaj zgrešila, tam so bile pa eni košci, pa so nam povedali, kud naj gremo, da bomo prišla te do bolnice, ne. No in tako smo prišla do strica Čatara, pa do teta Milke, on je šel pa do ki je mu koja, en Hefler se je pisal. On pred vus na štimu, ajde, prišel gor, sem smo se peljala gor, naložili, pridemo na Breški most, te je bila pa kontrola, papirja, dokumente, sem pa kje. Tisto vse pokažemo, gremo prek, na drugo stran mosta, tam na Krajinsko, tam je bila pa spet kontrola. Tam je bila tudi v tisti, noter v tistem bregi, ena taka lesena baraka bila narejena. Spet tam kontrolira, on nas pelje domov, pridemo domov in tako smo se vršli domov. Jaz tečem pred, stara mama bila v kuhinji, je nekaj kuhala, pretečem gor, jo skoraj kap, ne. To je bilo precej joka in veselja in vsega, ne. Ja. Ona pa, ki je bila pa doma, je pa, ko so te hrvaški begunci, ali kako so jim rekli, bežali nazaj za Avstrijo, pa za Nemčijo, ali kam so šli, so imeli pa živino, vse take stvari si boj. In je nekako tista živina ostala tukaj, tako da je dobila eno telico, ki je bila pa sreči, tista lilička, je imela pa pri nas mladička, ne, da smo imeli mleko, da smo imeli kaj jesti pred, ko smo prišli. Ne. In tako se je počasa začelo oživeti. No, medtem se pa tudi, ker ni bilo kaj, jesen je bila, ki boš kaj posadil, na moreš, ki je bila jesen, ne. Oktobra meseca smo prišli domov. Pa je bil pa tisti vaški odbor, ki so delili krompir. Pa smo šla z mamo tam, da bi dobila krompir,
Pa je rekel tisti vaški odbornik, je rekel, vi pa nič da dobite, ker je bila mama doma. Pa nismo nič dobila, gotovo, pa smo šla. Tako se je dogajalo.